Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa, še iz ljubljanskih Stožic, kjer je pred nami zadnje dejanje četrtega kroga prve lige Telemach. Tule pa vidite, da se bosta danes v Stožicah pomerili ekipi Brava in Kopra. Ne več kot član Dunajske Avstrije oziroma nekdanji član mlade ekipe. Tole je zdaj velika priložnost za Bravo. Prečka se je stresla po strelu Lana Štrausa. Ivanšek. Španring s predložkom. CGB. Priložnost za Ivanška. Štraus strelja in tudi tole ni končalo v koprski mreži. Kar za neposreden Omladičev predložek, tokrat proti oddaljenejši vratnici. Kada strelja, Sule pa je bil v prepovedanem položaju in tale zadetek ne velja. V 39. minuti so Koprčani zatresli mrežo Brava, ampak zadetek ne velja, kajti Wisdom Sule je bil, kot kaže, v prepovedanem položaju. Tako je David Gabrovec vzdignil zastavico. Dva od svojih 9 golov v prvi ligi je Jakoslav Stanković dosegel proti Kopru, zdaj pa Španring kot daleč in Omladič lepo je našel El Mansurija. Nkada spremlja z leve, na sredini je Sule. Mansuri preigrava, priložnost za Koper in še enkrat se trese Jakšič. Španring. Stanković strelja odaleč. Zgolj zadetek v povprečju. Tole je zdaj priložnost za Bravo. Stanković proti oddaljenejši vratnici. Preletela je žoga Jakšiča, pa potem strel in Bravo do zadetka. Vendarle gol za Bravo. Jovan je tule ustrelil, ali gre celo za avtogol. V vsakem primeru je žoga končala v koprski mreži. Bravo vodi z 1-0. Veselijo se Bravaši, ja, očitno gre za avtogol. Gašper Jovan je ustrelil z razdalje, potem pa je očitno CGB-ja in končala v koprski mreži. To ni bil CGB, pač pa Babaji, kot kaže. Aleš Arnol, nekaj trpljenja, na koncu pa kar veliko veselja. V to sem prepričan. Kako je bilo danes tekmo spremljati iz klopi? Naporno, tako kot je bilo za fante. Moram reči, da danes pa res nismo imeli prave svežine. V uvodu tekme sicer smo bili par minut odlični, je kazalo, da nam igrišče paše, da imamo dober razpored. Vsakič, ko smo v bistvu kvalitetno odigrali, smo lahko se videli, da imamo dovolj prostora, da lahko izigramo, da smo lahko nevarni, ampak preveč iz napake v napako. Tehnično smo ogromno žog smo zgrešili, zgubili razpored posledično in tudi nasprotniku predvsem dovoljevalo ogromno kotov, ogromno predložkov. Je pa res, da jaz verjamem, da se nam je nekaj vrnilo, da smo recimo v Celju bili blizu vsaj točki, da proti Mariboru, čeprav je bila tekma povsem egal, bi lahko tudi prišli do zmage, da smo imeli kar nekaj remijev s Koprom, ker smo imeli bistveno več priložnosti. In jaz mislim, da ker so fantje pokazali danes res ustrajnost do konca, koncentracijo, da kljub temu, da smo bili v fizično izredno slabi dnevni formi, da nismo bili sveži, da smo zadržali glavo do tega, da smo izkoristili priložnost in pa na koncu v bistvu zmagali in pomembne 3 točke osvojili. Aleš, veliko se je v preteklosti, kar se Brava tiče, govorilo o Žaku, o tisti trdnjavi, ki pa v bistvu to na koncu sploh več ni bila, kajti vi ste zadnjo tekmo na Žaku dobili decembra, tudi obe letošnji evropski tekmi ste na Žaku izgubili. Tele Stožice so vam bolj pisane na kožo, tu pa redno zmagujete. Ja, iz vaših ust v božje ušesa se strinjam in mi smo si tudi, glede na to, da
smo si v bistvu sami rekli, da smo očitno žaki strošili vso srečo ali pa dobro počutje tam in smo zadovoljni, da odpiramo tako na Stožicah kot z 2 zmagama. Tako da jaz moram reči, da se počutimo dobro, da nam ustreza to, ker je igrišče hitro, ker je podlaga izredno hitra, ker se lahko razvije visoka dinamika. Ne nazadnje je pa to v bistvu najbližje evropskim pogojem, najbližje tistemu, za kar pač vsi skupaj delamo tudi pri razvoju igralcev, in jaz mislim, da je edina prava pot za vse nas skupaj, da v takšnih pogojih igramo. Še beseda 2 morda o gostovanju v soboto v Murski Soboti. Vemo, da je tudi Mura zelo dobro začela sezono. Ja, Murini rezultati kažejo, da so začeli odlično, so izredno na trenutke pragmatični, ekipa, ki je izredno kompaktna, agresivna, kjer moram reči, da se vidi tudi zelo pozitivna mentaliteta, da so pripravljeni čakati tisto eno svojo priložnost, če je potrebno. Tako da sigurno velik izziv, za nas pa za tele 4 dni naslednje, ki so pred nami, pa sigurno prva točka, da se spočijemo, da v bistvu fizioterapija in zdravniška služba naredi svoje, ker počasi prihaja za nami Evropa, kljub vsemu nimamo velikega števila igralcev v rotaciji, tudi zato nam je bilo danes težje, ker je Koper v bistvu ima malo širšo klop, tako da to je tisto najpomembnejše. Jaz mislim, da če bomo mi dosegli dovolj svežine, da smo sposobni tudi v Fazaneriji odigrati dobro tekmo, je pa za nas vedno predpostavka pa osnova ta, da smo sposobni intenzivno igrati, pritisniti na nasprotnika, biti dobri v drugih žogah in posledično, da tudi v posesti imamo dovolj koncentracije, da smo lahko kvalitetnejši kot danes. Oliver Bogatinov, poraz danes v Stožicah, verjamem, glede na prikazano, da tole ni najlažje prežvečiti, in zanima me v bistvu, kaj ste igralcem zdaj povedali v slačilnici, glede na to, da so danes odigrali dobro tekmo, pa na koncu izgubili, tudi avtogol ste si denimo zabili. Ja, poraz vsak boli. Pred tekmo smo rekli, da želimo popraviti nek vtis, da v prvih 3 kolih smo zbirali točke, pa mogoče slabše igrali. Danes ta vtis mnogo boljši, ampak izplen ničen, avtogol nesrečni, in to je nogomet. Igra se za gole in en gol več domačinov prenese 3 točke v primerjavi z nami. Fantom, kaj povedati? Gremo dalje, tudi veliko pozitivnih stvari je bilo na današnji tekmi in na temu je potrebno graditi. En nesrečen gol z prekinitve ne sme pokvariti veliko dobrih stvari, ki so se kreirali, pojavljali na današnji tekmi. Zdaj vas čaka Nafta že v soboto, kar hitro sledi nova tekma. To je najbrž pozitivno, da se čim prej pozabi tole, kar se vam je zgodilo danes. Ja, prvenstvo je maraton, 36 kol, v tem tednu že v soboto imamo doma Nafto in jaz upam, da bomo današnjo igro nagradili tudi s kakšnim golom v nasprotni mreži, ker konec koncev to je tisto, kar največ šteje v nogometu. Rezultat, ker vse ostalo se na koncu pozabi. Gašper, čestitke za zmago, nekaj, kar vam je morda ušlo v prvem krogu v Celju, ste danes, bom rekel, nekako nadoknadili v določenih momentih te tekme, kar precej trpeli, na koncu pa zabili, verjetno kar sladka zmaga glede na okoliščine. Pa ja, mislim, da zelo sladka zmaga, sploh danes, ker nismo bili čisto optimalni, nismo lih izgledali tako, kot smo hoteli, sploh prvi polčas, drugi polčas smo malo bolj skupaj linije stale, pa je bilo malo bolj, smo lažje prehajali v pres. Ampak ja, na koncu smo izgarali to zmago, mogli smo se obraniti. Lahko da se je to, ker smo izgubili pike v Celju, vrnili tukaj danes v zadnjih minutah, ampak nikoli ne veš. Zdaj vas čaka še ena zanimiva tekma v prihodnjem krogu, tudi tekma klubov, ki sta v zgornjem delu, odhajate v Mursko Soboto. Videli smo, Mura je zelo dobro začela prvenstvo, kaj pričakujete? Pa pričakujemo eno težko tekmo, Mura je v 4 tekmah 3 zmagala, ampak mi smo tudi tukaj blizu, tako da mislim, da gremo tja po vse 3 pike, mislim, da smo lahko mi pozitivni, samozavestni, tako da ja, gremo hrabro v Mursko Soboto. Metod, dobro ste danes Koprčani izgledali na igrišču, bili precej podjetnejši, tudi statistika to potrjuje, ampak na koncu štejejo goli. Zabili ste si ga kar sami, na koncu nesrečno v zaključku. Kako težko se po tem takem povedanem soočiti z vsem tem, kar se je danes zgodilo? Ja, veseli me dejstvo, ker tudi jaz imam občutek, da smo prikazali na igrišču kljub rezultatov boljšo podobo kot na prejšnjih tekmah.
da smo nekako v fazi napada kontrolirali tekmo. Po mojem mnenju bi si zaslužili vsaj piko, če ne 3, zato je ta poraz precej težko pogotnati. Bo vsaj tale predstava, mislim na igro, nekako spodbuda za sobotno tekmo, ko v Koper prihaja Nafta? Definitivno je taka tekma, mogoče malo dvigne neko samozavest ekipi, da vidimo, da lahko. Ampak vseeno igra se nogomet na rezultat, tako da boš bilo, če bi tekmo zmagali in gremo v naslednjo tekmo po zmago.